Spoštovane pesnice, spoštovani pesniki, spoštovani ljubitelji poezije, pozdravljam vas na 20. pesniškem turnirju. Pesniški turnir je prireditev, na kateri izbiramo pesem leta in pesniku ali pesnici podelimo naziv vitez ali vitezinja turnirja. Ta izbira je postala že kar znana v Sloveniji. Z prireditvijo smo obiskali mnogo slovenskih mest, krajev, in med vitezi imamo veliko zdaj že uveljavljenih in priznanih imen, pesniških imen. Dovolite, da najprej pozdravim župana mariborske mestne občine, gospoda Aleksandra Sašo Arsenoviča, ki je tokrat častni pokrovitelj našega turnirja, za kar se mu lepo zahvaljujem. Prav tako pozdravljam vse bivše viteze in vitezinje, pozdravljam člane žirije, sedanje in pretekle, in vse, ki so kakorkoli pripomogli, da se je pesniški turnir obdržal do številke 20, kar v današnjih časih ni tako preprosto. Pesem potrebujemo, pesem nas nagovarja in res je, da tekmovanje v pesništvu ni zares. Gre za to, da pesem približamo tistim, ki morda običajno ne najdejo poti do nje. In prav danes, ko nas opazujete, spoštovani obiskovalci z različnih ekranov, vas bomo morda dosegli še več kot običajno. Res je, želeli smo si, da bi bil 20. turnir nekaj posebnega. Tako poseben pa spet ne. Namesto, da bi vas pozdravila v viteški dvorani, Kazinski dvorani mariborskega gledališča, vas pozdravljam kar iz svojega domovanja. Pa vendar upam, da bo naš pesniški turnir tudi tako virtualno uspel in morda dosegel celo več občinstva, kot ga običajno. Imeli smo veliko načrtov, in sicer bi se naj že konec marca srečali z vsemi vitezi, ki so do zdaj prejeli ta naziv. Ob tej priložnosti smo nameravali odpreti tudi razstavo na promenadi Mariborskega parka, kjer bi bile razstavljene vse do sedaj nagrajene pesmi s svojimi avtorji, seveda. Potem pa načrtujemo še nekaj dogodkov v letošnjem letu. 26. avgusta se bomo, upam, z vitezi udeležili festivala poezije in vina na Ptujskem gradu. Danes pa, kot vidite, viteški turnir poteka in predajem besedo Ninu Flisarju, koordinatorju tega turnirja in uredniku založbe Pivec, ki se ji seveda ob tej priložnosti zahvaljujem, da že 14 let bdi nad turnirjem. Nino, izvoli. Hvala, Zora, in iskrene čestitke ob jubilejnem 20. pesniškem turnirju. Brez tvoje ideje, smelosti, vizije in nenazadnje srčnosti in energije ne bi pesniški turnir postal to, kar je, ugledna prireditev, s katero se lahko Maribor pohvali. Iz skromnih začetkov je zrasel prireditev, s katero smo prekečali celo Slovenijo. Obiskali smo 22 slovenskih krajev in 2 v zamejstvu, Trst in Celovec. Za nekaj let smo stopili tudi v evropski prostor z evropskim pesniškim turnirjem, na katerem je sodelovalo 7 držav. Z njim smo bili tudi del 2 evropskih prestolnic kulture. Najpomembnejše od vsega pa je, da smo marsikateremu pesniku utrli pot v slovenski pesniški prostor, opozorili nanj. Pa seveda, da smo popularizirali poezijo in jo marsikomu približali. Zato, Zora, moj globok poklon. Zdaj pa nekaj besed o letošnjem turnirju. Na natečaju, objavljenem v začetku januarja, smo prejeli kar 160 pesmi, ki so ustrezale pogojem. Ti so bili naslednji. Pesem ni smela biti daljša od 60 verzov oziroma vrstic, avtor je moral biti star vsaj 16 let, pesem pa ni smela biti objavljena v tiskani obliki. In pa seveda pošiljke so morale prispeti v roku.
Letos smo zaradi številnih predvidenih dogodkov ob našem jubileju opustili način izbora s polfinalnimi turnirji, ki potekajo od leta 2008 in na katerih se je predstavljalo po 24 pesnikov. In smo se torej vrnili na prvotni način, ko je strokovna žirija izbrala 12 pesnikov, ki so se pomerili na eni sami prireditvi. Letošnja strokovna žirija v sestavi dr. Irena Novak Popov, dr. Marčelo Potoko in Stanka Hrastelj je izbrala 12 finalnih pesmi. Njihova naloga ni bila prav nič lahka, bila je zahtevna in odgovorna. Tako smo dobili 12 današnjih finalistov. Kdo so, bomo izvedeli kmalu. Še predtem pa Zora nekaj o mestu poezije v svetu. Na začetku je bila beseda. Zdaj je čas, da to resno dojamemo. Tako biblijsko začenja svoj članek o pomenu poezije novinarka Zorana Bakovič in nadaljuje. Beseda ima čudežno moč. Spremeni se v čarovnijo in tudi v orožje. Odvisno, katero izberemo. Zato je treba brati pesmi. Pesnik nas popelje do samega bistva stvari. Pesnik ves svet povzame z izvirno besedo. Vers je formula ljubezni, trpljenja, hrepenenja. Vers je struna, ki povezuje nebo in zemljo. Vers je kot skupno bitje srca. Na začetku je bila poezija, sem pomislila. Odgovornost pesnikov je velika kot ustvarjanje sveta, izpolnjenega z dobroto, okupiranega z ljubeznijo. Tistega edinega sveta, v katerem si želimo živeti. Tako Zorana Bakovič, da sveta, v katerem si želimo živeti, tudi ko se bomo vrnili v prejšnji svet, ki ne bo več isti, kot je bil predtem. Zdaj pa k našim finalistom, 12 pesnikom, ki jih je žirija izbrala, da nam predstavijo svoje pesmi. Slišali smo že, da so bili izbrani izmed 160 poslanih pesmi. To se pravi, da so že zmagovalci na nek način, tisti, ki so dobili največ priznanja od tistih, ki se na pesništvo zares poznajo. Z nami so nocoj Tanja Božič iz Ljubljane, Ajda Bračič iz Vidma, Katarina Gomboc-Čeh iz Ljubljane, Veronika Gradišek z Kozjega, Dunja Polonca Guček iz Spodnjega Loga, Tonja Jelen iz Loč, Jernej Kusterle z Jesenic, Vesna Lipovnik iz Malečnika pri Mariboru, Miha Marek iz Ljubljane, Denis Škofič iz Dolnje Bistrice, Katja Šušteršič iz Horjula in Lara Gea Vurnik-Navinšek iz Ljubljane. Kot vsa leta doslej na pesniškem turnirju podeljujemo 2 nagradi. Osrednja glavna nagrada je viteški plemiški naslov Vitez poezije, ki ga najboljši neobjavljeni slovenski pesmi v tekočem letu podeli strokovna žirija. Druga nagrada je nagrada občinstvo, saj nam veliko pomeni, kaj o poeziji misli publika. Kakšne pesmi so jim všeč, katere se jih dotaknejo, zato tudi občinstvo podeli svojo nagrado in nekdo od finalistov postane zmagovalec občinstva. In ker smo tokrat v spletnem prostoru, smo letos nagrado preimenovali v zmagovalec spletnega občinstva. Za svojega zmagovalca lahko do konca današnjega virtualnega pesniškega turnirja glasujete na FB strani založbe Pivec. Videoposnetke pesmi v izvedbi avtorjev pa ste si lahko ogledali v prejšnjih dneh in si jih seveda lahko še vedno na naši Facebook strani in na YouTube kanalu. Tisti še neodločeni pa prisluhnite pesmim še enkrat v teku današnjega večera in oddajte svoj glas do konca virtualnega turnirja, ko bomo prešteli glasove in razglasili zmagovalca spletnega občinstva. Na organizacijo pesniškega turnirja pa že 14. leto bdi založba Pivec, ki se po najboljših močeh trudi, da ostane prireditev na visokem nivoju v vseh pogledih. Za to naklonjenost poeziji je najbolj zaslužna direktorica Milena Pivec, ki jo vabim k nagovoru. Dober večer, drage pesnice in pesniki, spoštovano občinstvo. Dobrodošli v naši veliki dvorani,
največji doslej, nocoj ne bo zmanjkalo prostora. Prav udobno se namestite in si privoščite veliko dozo poezije. Najprej bi se rada zahvalila vsem tistim, ki ste nam pomagali pesniški turnir pripeljati do te lepe okrogle 20-tice. Potem velja zahvala mojim sodelavcem, ki ste zaslutili razsežnosti, ki jih ponuja organizacija letošnjega turnirja. Hvala vam za vas trud, ki ste ga vložili v to, naučili smo se veliko novega, pokazale so se nam neke nove poti, novi načini, za katere verjamem, da jih bomo tudi v bodoče s pridom uporabljali. Naslednja zahvala velja seveda Javni agenciji za knjigo, ki nas že vrsto let podpira in omogoča pesnikom in pesnicam, da se uveljavljajo tudi na ta način. Nocoj bi se rada zahvalila tudi županu Mestne občine Maribor, gospodu Aleksandru Sašu Arsenoviču, ki je častni pokrovitelj letošnjega pesniškega turnirja, ki se tudi zelo trudi, da bi Maribor popeljal iz tako imenovane sivine v nove barve, v nove izzive, nove možnosti in priložnosti. Pri tem seveda tudi z velikim posluhom za kulturo. Hvala, gospod župan. Nocoj bo veliko govora o poeziji, seveda, saj je to pesniški turnir. Zato dovolite, da svoj nagovor tudi sama zaključim z besedami pesnika Aleša Štegra iz njegove najnovejše zbirke Pričevanje. Pravi tako: vrnil se bo svet, vrnili prodajalci sladoleda in drugih večnosti. Veliko veselje nam je, da je ob našem jubileju častno pokroviteljstvo nad pesniškim turnirjem prevzel župan Mestne občine Maribor, gospod Aleksander Saša Arsenovič, ki ga vabim k nagovoru. Spoštovani, pozdravljamo vse pesnike, ki se boste letos že 20-tič pomerili v najbolj plemeniti veščini jezika in duha. Pozdravljamo organizatorje 23 dnevov knjige v Mariboru, ki so se navkljub razmeram odločili izpeljati predfestivalski program s spletnim knjižnim sejmom in na ta način obeležiti Svetovni dan knjige. Maribor je dobil priznanje branju prijazna občina, na kar smo lahko ponosni, kar nas pa tudi obvezuje, da se v tej smeri prizadevamo še naprej. Zahvaljujem se vam vsem, ki ste prispevali pri organizaciji različnih dogodkov in še posebej čestitam pesniškemu turnirju za 20. prireditev, čestitam izbranim pesnikom, vsem pa želim nocoj lep večer ob poeziji. Naj končam z besedami Zlate Vokač, avtorice znamenitih Marpurgov, po katerih je pesniški turnir dobil ime. Naj vse te besede kot molitev ležejo na naše drago mesto. Prva pesem, ki jo zmeraj slišimo na turnirju, je zmagovalna pesem prejšnjega leta. Lani se je zgodilo nekaj posebnega. Žirija se je odločila, da prvo nagrado preda dvema pesnikoma. Tako bomo zdaj slišali dve pesmi. Najprej Nino Kremžar s pesmijo Mati prve generacije in pesnika Denisa Škofiča s pesmijo Ljudski običaj. Prisluhnimo. Mati prve generacije. Prvič. Ni ti treba verjeti v Boga. Ti verjameš v zemljo, ki golta, z njo si mažeš roke. Črne dlani si polagaš na trebuh, moliš za otroke, za srečo. Novorojence polagaš na oltarje, moliš za otroke, za srečo. Prižigaš lučke, šteješ mala trupla, moliš za otroke, za srečo. Drugič.
Ko so ti ga potegnili globoko iz telesa, je bil lepo uživ in neskončno lahek. Zdaj prepuščaš vodo in zrak in svet okoli se premika z manjšim uporom. Tretjič. Ne preneseš topih premikov v želodcu. Legaš mrzle vode, da bi te oprale, razvozlale krčevit strah, ampak njegovi senčni odtisi te označujejo kot govedo za zakol. Samo še hlad te drži na površju. Četrtič. Postala si votla. Z zakrnelimi stopali drsaš po tleh in ne priznaš krivde. Svoje edine potomke, ki se ti obesi za gležnje in te vleče v modrino. Petič. Ko te začne mučiti lastno telo, ne verjameš več v Boga ali v zemljo, samo še v praznino, kamor se potopiš in moliš za otroke, za srečo, za otroke, za srečo, za otroke. Ljudski običaj. Odpravita se dva pozvačena. Eden z zemljevidom otroške risbe, drugi z zemljevidom novin. Vsakši svojo pot. Eden vabit mladoženčeve, drugi snehine. Gostovanje se ženi. V eni čutari prosov, v drugi čutari vino, v torbi hlebec kruha, v rokaji pa lesena sekira s temenom iz ježeve kože in porok. Gostovanje se ženi. Na glavi krščaki iz lepenke, šterje ukrašeni s pavjen, fazanin in kokovtovim perjon, obložen pa z rožmarinom, roženkrautom, umetnimi rožami in papirnatimi cmeri. Gostovanje se ženi. Na nogaj pa dva zvončka na vsakšon koleni. Gostovanje se ženi. Hodita od vasi do vasi in davljata piti in pijeta samiva naše snehe mleko. Hodita od hiže do hiše in davljata piti in pijeta sama naše snehe mleko. Hodita od vrat do vrat in dajeta piti in pijeta sama mleko naše snahe. Hodita in prinašata srečo in srečno pomlad, vse bolj tanta druja, vse bolj rogata, vse bolj kosmata in vse daljšim rdečim jezikom. Na razpotju se srečata znova s povsem doraslim jelenim rogovjem, ki kakor cvetova odpre svoja sovja krila, a to se vstopita in zaženeta drug od drugega, da bela noč črno odzvanja od gibatih in stranskih zvončkov. Gostovanje se ženi. Hvala vitezoma poezije 2019, Nini Kremžar in Denisu Škofiču. Zdaj pa je napočil trenutek, da se pesniški turnir 2020 začne. Tako so fanfare najavile pričetek pesniškega turnirja 2020. Prva, ki nam bo prebrala oziroma povedala, interpretirala svojo pesem, je pesnica Tanja Božič s pesmijo Zemljevid.
Tanja Božič je diplomirana literarna komparativistka in francistka, trenutno pa absolventka dvopredmetnega magistrskega študija obeh omenjenih smeri na Filozofski fakulteti v Ljubljani. S književnostjo se ukvarja na mnoge načine, prevaja, dela v knjižnici in piše tako poezijo kot tudi prozo. Zdaj potujemo virtualno, potujemo po svetu, nekoč pa smo staromodno pošiljali razglednice kot brat iz pesmi Zemljevid. Prisluhnimo torej Tanji Božič in Zemljevidu. Zemljevid. Brat odide zato, da bi nazaj prišla razglednica. In pride. In piše, da je na Bolšjaku kupil odpirat za vino in kuhinjski nož. In meni je to dovolj. Nato spet gre in nazaj prispe opis manga za 8 centov. Izruvani zobje in žalost v dolžini črva, ki ga je potegnil iz nosu mrtve deklice, tako da na koncu zmanjka prostora za podpis. Potem odide še kam in mi pošilja pozdrave iz krajev, kjer se nikoli nič ne zgodi, kjer je na beton posutih nekaj drobtinic hiš, zaradi česar je mesto le hrana za golobe. Ko mi nima kaj pisati, razglednica zakroži med sopotnike, da zapolnijo njegovo praznino. Vseeno je nalepim na steno, kjer raste moj osebni zemljevid. Madagaskar, severno od Bolgarije, zahodno od Martinika in grških otokov in med vsako državo še nekaj Hrvaške. Države le prihajajo in nikoli ne izginjajo. Ko ga predolgo ni, pomislim. Svet, ki je zgrajen po meri mojega brata, nikakor ne more biti tako slab. Ko se obrne na glavo, me na drugi strani zmeraj čakajo njegove besede. Naslednja je Ajda Bračič. Študirala je arhitekturo v Ljubljani, službuje kot izvršna urednica pri prodorni reviji Outsider, ki se ukvarja z arhitekturo, kulturo in družbo. Prevaja iz in v angleški jezik, objave njene poezije so sila redke, pogostejša pa vabljena branja. Trenutno se ji obeta prvi prevod in sicer v reviji Rukopisi. V njeni pesmi se lirski subjekt obleče v kožo drugega, ki čuti bolečine izgnanstva in preganjanja, torej nekoga, ki izgubi dom. Ajda Bračič in pesem Sanjalo se ji je. Sanjalo se ji je, da je bila nekdo drug, da je lahko izrekla tujo resnico. Ne ker bi vedela, kako utripa tuja koža, temveč ker jo je čutila zrasti čez se. Zastave so se trgale v poletnem vetru s pokajočim zvokom, ki oznanja dež. Plačali so. Na avtobus je bilo treba, v dolgi vrsti stisnjeni v znak, potisnjeni navzdol v majceno kabino med kolesi. Boleča rebra, tu koleno bode v nos, kosti in duh bencina, duh potnih teles, veliko ur in tema. Sanjalo se ji je, da je svoboda ladja, ki se utaplja v biseru Mediterana, medtem ko mimo švigajo srebrne ribe. Žilavi dečki, da oprezajo s pečino tokov, brlizgajo v zrak skrivna opozorila. In da trajekt s turisti iz Benetk drobi pod sabo, trga v valovih reže, trga gladino kot železna zver, drobi telesa, vpleta v sinje brazde, dolge sinje ute in da komaj diha. Sanjalo se ji je, da je pot ozka, blatna, strma, blatna, ozka, da se spotika rob, da je tu kamen, noč premika, stopa, 1, 2, ne more več, da je potem še rob, za njim pa reka in za njo še 1, 2 in da ne gre. Sanjalo se ji je, da lega le za hip med trsja v blaten breg, v vlažno šoto v breg in da polzi nazaj, polzi in grabi in ne gre in komaj diha in da so zvezde vzšle. Sanjalo se ji je, da lahko reče, da ne ve, da ne razume, da ne ve, kje se dogaja vojna, niti če je to znotraj ali zunaj, niti kdo je pravzaprav sovražnik in da to ni njena zgodba, da se ne dogaja njej, da ve, da o tem ne more zares govoriti, pa bi vseeno moral nekdo nekaj reči, da se na nek način vseeno dogaja tudi njej.
Pogosto se ji sanja, da je nekdo drug in da umira. Meni, da ponoči segajo po njej nekakšne dolge roke in da jo stresajo, da bi jo prebudile. V sanjah prime roke in jih tolažeče stisne. Pesem V imenu vasi je napisala Katarina Gomboc Čeh. Je pesnica, pisateljica, jezikoslovka in učiteljica, piše kritike, vodi literarne pogovore in prevaja iz ruščine. Po končanem študiju slovenistike in rusistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani je začela opravljati delo jezikovne asistentke za slovenščino na slovenskih licejih v Trstu. Leta 2017 je zmagala na festivalu mlade literature Urška, leta 2018 pa izdala svoj prvenec, pesniško zbirko Negotovosti navkljub. V imenu vasi se opravičiti gozdu, biti spet cel, prvinski, biti del narave. Tako Katarina Gomboc Čeh v pesmi V imenu vasi. Besedo in knjigo bi odklonila in se vrnila v gozd. Vedenje zamenjala za spretnost, da ne bi zašla. Predvsem bi se pogajala, da se pri Stamorčaku ne bi bala biti sama. Da se ne bi oklepala telefona v žepu. Kaj ti lahko zablodim, lahko sem zaide zver, lahko poniknem v temnih gozdovih Benečije. Obleko bi površno odložila na nikoli ljubljeni kamen. Nazadnje bi snela prstan. Negovana stopala bi potopila v mrzel potok in brodila po njem, ne ozirajoč se za lastno tujostjo. Opravičila bi se v imenu vasi. V imenu vasi bi se opravičila gozdu. Veronika Gredišek prihaja s Kozjanskega. Po končani jezikovni gimnaziji v Celju je študirala nemščino in geografijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Najprej je opravljala delo prevajalke, zdaj pa poučuje na srednji šoli v Krškem. Objavljati je začela v študentskih glasilih in zbornikih, nato v literarnih revijah, Lokuciju, Cimetu, Hotenjih in Mentorju, ter v zbornikih Literarnega društva Šentjur. Bila je med nagrajenimi avtorji festivala mlade literature Urška, finalistka Mentorjevega Feferona 2019 za najboljšo družbeno satiro. Aktivna je v kulturnem življenju domače regije, kjer organizira literarne večere, piše dramska besedila in vodi dramsko skupino. Zanimajo tudi narečja in dediščina preteklosti. Veronika Gredišek je lanska zmagovalka pesniškega turnirja po izboru občinstva. Tokrat se predstavlja s pesmijo Eremit. Spoznala sva se še pred imeni. Zdaj pa se srečujeva samo še v mraku, ker je takrat svetloba žalostna in vesela hkrati. Kako si zašel med te pomečkane ljudi? Tako zelo enostavno. Sramujem se svojega sramu. Dovoli, da ti poravnam prve vrstice. Ne dovolim. Odkot ta hlad v tvojih udih? Pod tanko majico, še tanjša koža in pod kožo permafrost. Dovoli, da te otalim s sabo. Ne dovolim. Zakaj te čutim votlega? Prazne besede so me izpraznile. V meni popačeno odmeva. Dovoli, da te napolnim z dejanji. Ne dovolim.
Zakaj v tebi ni zvoka? Ker sem se pustil preslišati in je tišina postala živo bitje. Dovoli mi kričati zate. Ne dovolim. Ne dovolim. To je moj mrak, moj sram, moj posrkan čas, moj žig na moje čelo. Ko bom jaz tako želel, bom ugasnil zaslon, stopil preko preproge do mize in se vam zazrl v obraz. Ampak danes še ne. Danes te puščam onstran kljuke, neutolažljivo sključeno nad preteklim pogojnikom. Glasba in poezija se radi vzajemno družita. Saj sta sestri v besedi oziroma petju in ritmu. Na pesniškem turnirju to poteka v živo, danes pa žal le v obliki videospotov izvajalcev, ki so nastopili na preteklih pesniških turnirjih. In še več, svoje albume so izdali pri založbi Pivec, ki je, mnogi tega ne vedo, tudi glasbena založba. Začnimo s hišnim bendom, skupino Katalena. Iz njihovega aktualnega albuma Človek ni zver je tu video pesmi Čutim krvi utrip. Avtor besedila je pesnik Ivo Brnčič.
Naslednja je Dunja Polonca Guček s pesmijo Krokar. Dunjo Polonco Guček poezija in leposlovje nasploh zanimata od nekdaj. S pisanjem se je začela ukvarjati v srednješolskih letih in v knjižnici, kot pravi, je bila zmeraj inventar. V pravem času je srečala sorodne duše iz društva Lila, ki je gnezdo za vse sorte umetniških tičev. Svinčnik in radirka sta zdaj vedno z njo. Pravi, da se izpod tipk, gumbov in miš krojeva sodobna poezija, njena pa je takšna, kakršna pripada svinčniku in radirki. Kaj je lepšega, pravi, kot iskati idealne zloge, rime, ritem, zanjo popolna sreča. Pesem Krokar, ki jo bomo slišali v izvedbi Dunje Polonce Guček, je pravzaprav par eremitu, zapuščenemu bitju iz prejšnje pesmi, torej prisluhnimo pesmi Krokar. Krokar. Prihaja z mrakom, šepa v hrib tot mimo. Na sključeni postavi same cape. Postane tu in tam, ko zmanjka sape, v istih čevljih iz poletja v zimo. S sršečimi lasmi kot s konjsko žimo, obraz je skrit po dolge črne slape. Otroci in odrasle vaške trape ob njej so usvojili vers in rimo. Glej, Krokar nese šnops, režijo vanjo. Tvoj rabelj danes se še ni nalokal, zvečer te peško le dobiš vsakdanjo. A rabelj danes sam je bridko jokal. Nikoli več ne dvigne roke nanjo. Ob svitu Krokar črni je zakrokal. Tonja Jelen je bila na pesniškem turnirju že večkrat. Je pesnica, literarna kritičarka in urednica. Leta 2016 je pri založbi Litera izdala pesniško zbirko Pobalinka. Objavlja pesmi, kritike, eseje in tu in tam tudi kratke zgodbe, in sicer v različnih revijah. S svojim kritiškim pisanjem pa je prisotna tudi na radijskih valovih, največ v oddaji iz Knjižnega trga na programu Ars. Kot literarna urednica je leta 2017 uredila zbornik Rokarji pojejo pesnike o dolgoletnem projektu Subkulturnega azila, v katerem so rock bendi uglasbili številne slovenske pesnike. Poleg literature ima rada art filme, likovne razstave in sprehode po naravi. V njeni pesmi sledimo nostalgični podobi časov, ki niso tako daleč, a so vendar tako drugačni, kot je domača marmelada od kupljenega pekmeza. Pekmez. Plezali smo na njiju. Bili sta vsako leto bolj košati, gosti. Mi gibki, spretnejši smo skakali dol, strašili odrasle, se veselili sredi dvigovanja prahu. Bili sta naše vesolje sredi vijolično zelene sreče, plasti na listih, film na sadežih, praske po koži. Vsako deževje je spralo sledi gorkote. In potem je zopet sijalo. Hladili smo se spodaj. Rasli sta. Med njima je visela mreža in mi, ki smo imeli čas raztrt do večerov, ko so nas starši speče odnašali v postelje. Zatem se je kuhala marmelada. Mama, jaz, sestra smo šle po zvezke in potem smo spet čakali na poletje. In prihajala so. In vetrovi so podrli prvo in druga je prestala celo poklanje stoletnih dreves. Mi smo jokali in si tiste dni mazali sladek namaz na surovo slano maslo. Dozen of breads in pikniki sredi trav. Še bodo? In zatem komaj sledim novemu imenu. Pekmez. Zadanem je sredi letaka, zapakirane prodaje, ko se me dotakne dete s kuhanimi slivami, še zmeraj nabranimi in malo
sladkorja. Najlepša hvala. Na vrsti je Jernej Kosterle. Jernej je bil z nami že kar 3-krat na finalu pesniškega turnirja. Vsako leto je tako, da se srečamo z nekaterimi pesniki prvič, nekateri pa pridejo večkrat. Jernej Kosterle nam bo predstavil svojo pesem Noč naju glasno izgovarja. Je pesnik, urednik, lektor, literarni teoretik, literarni zgodovinar in tudi tuji strokovnjak za slovenski jezik, literaturo in kulturo ter predstojnik pedagoško-raziskovalne sekcije slovenistike na Fakulteti za evropske študije Univerze za mednarodne študije v Pekingu. Je prejemnik Prešernove nagrade za študente ter Škrabčeve štipendije. Njegova zadnja pesniška zbirka Tipkopisi Geneza je izšla leta 2016. Kosterle je torej 3-kratni finalist pesniškega turnirja, tokrat nam bo predstavil pesem Noč naju glasno izgovarja. V nežno, rahlo ljubezensko pesem vstopajo podobe vzhodnega sveta. Noč naju glasno izgovarja. Literarni večer. Soba z vonjem po knjigah in kavi. Luč. Miza in stoli. Vstopi sama. Brez Chanela No. 5. Obdajajo blag ton sandalovine. On bere pesmi. Dislektik. Neznan. Stoji med verzi. Ujet. Beži. Pretipkan je videti nor. V češnjev cvet je zavil srce slavčka, ter ga izročil v skodelici z lističi črnega čaja. Premor. Glasba piščali. Gleda ga. Sprašuje o pesmih, pomenih izgubljenih s prevodom. Bere z naglasom. Posluša. V prostor med njiju kaplja vonj po čaju. Na steni slika lotosa. Zunaj polna luna, rečna meglica in gore. Izstopita skupaj. V češnjev cvet je zavila srce slavčka ter mu ga izročila v skodelici z lističi zelenega čaja. Naslednja se bo predstavila Vesna Liponik. Je podiplomska študentka primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2019 je pri založbi Škuc v zbirki Lambda izšel njen pesniški prvenec Rok Eurazije. Angažirana je na več področjih, sodeluje z Društvom za živali, ki se zavzema za uveljavitev njihovih pravic, in s kolektivom Lezbična četrt. Njena pesem govori o nenavadni korelaciji med mačko in materjo. Vesna Liponik in pesem Mater. Če ostanem sama v tej hiši, sama s to hišo, dovolj veliko za veliko otrok, matere, ni mačka, ni matere, na vrhu na tonah jabolk mati, fluorescentni svetlobi minusmeri, visoko in kot da se s stropom bori, mati čuva jabolke, 2 zjutraj, glejo, mater, so fluorescentno in visoko in pod stropom, še kaj si bo naredila, mati, spravi se spat, same skrbi s tabo, mati, maček bo popizdil, če se ti kaj zgodi, bo maček popizdil. Privoščimo si spet en glasbeni predah. Vrsto glasbenikov se je družilo z nami na pesniškem turnirju. Preveč, da bi vse našteli. Pred 3 leti so bile z nami Same babe, skupina znana po celi vrsti uglasbitev poezije. Od Janeza Menarta, Tomaža Šalamuna, Ervina Frica in drugih. Tu je video za pesem Vražji bend iz njihovega istoimenskega aktualnega albuma, za katero je besedilo napisal Ervin Fric.
senc stoji. 7 senc sloni ob plotu, luč nobena ne gori. Prav gotovo so barabe, lepo glejte jih v lase. So to moški ali babe, tega res nihče ne ve. Če pa bolje se pogleda, vsak ima kak inštrument. Tam ob plotu je seveda ves naš slavni vražji bend. Ves naš slavni vražji tu pod tvojim oknom vani te ves beglasno rasti, z nami peti se ne brani, ker brez tebe benda ni. Fani, naša lepa Fani, bendu je resnično žal. Fani, vse bo kakor lani, bend otroka bo priznal. Bend otroka bo priznal. Ena bomo spet družina in en sam družinski krog. Vsi crkljali bomo sina, tu je 7 parov rok. Najtemnejšem kotu 7 temnih senc stoji, krepe nic sloni ob plotu. Fani, ke pa k oknu ni. Včeraj gospod Zaplatnik je na roko prstan dal, s tem je znani naš podjetnik njeno pevsko pot končal. Njeno pevsko pot končal. Njeno pevsko pot končal. Predstavil se nam bo pesnik Miha Marek s pesmijo Biti uradnik. Miha Marek je diplomirani francist, filozof in biolog, ki deluje predvsem kot pesnik, publicist in prevajalec. Iz francoščine, angleščine in nemščine je prevedel številna temeljna družboslovna in humanistična dela. Nazadnje je prevedel zbornik Judovska država in souredil izbor gesel iz francoske razsvetljenske enciklopedije. Bil je član skupine za dramsko pisanje Preglej ter z njo sodeloval pri delavnicah, performansih in predstavah. Objavil je 3 dramska besedila. Leta 2009 je bila v gledališču Glej v Ljubljani uprizorjena njegova drama Čas razcveta. V strokovnih besedilih se je ukvarjal z razsvetljensko filozofijo, filozofijo biologije ter slovensko dramatiko. Leta 2016 je izšel njegov pesniški prvenec Homunculus. Zanima ga tudi prevajanje poezije. V pesmi Biti uradnik pravi:
da se včasih zdi, da pesnik le piše kot kakšen uradnik, a brez njega nihče ne ve, kaj ljubi. Biti uradnik. Pesnikova funkcija je, da piše kot uradnik. Eno črko po eno, na trd pisalni stroj, en dokument za drugim. In z nobenim ni zadovoljen. In noben ni zadovoljiv. Vsak zahteva še eno preverbo, še par marginali z mazavim črnilom zvestega kulija, še par črt odvečnih pridevkov. Samemu sebi je odvečen, v svoji službi, ki ne služi nikomur. Če se ne nasmehne ob pravem trenutku, ga zasovražijo. Toda brez njega mehanizem ne teče. Brez njega nihče ne ve, kaj ljubi. Ne samo, da se nekateri pesniki pojavijo na turnirju ponovno, pojavijo se tudi bivši vitezi. Tako je z Denisom Škofičem, lanskoletnim vitezom, katerega pesem je letos žirija prav tako izbrala. Pesem brez naslova s prvim verzom Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis. Denis Škofič je pesnik, pisatelj in literarni kritik. Na Filozofski fakulteti v Mariboru je diplomiral iz slovenskega jezika s književnostjo. Bil je urednik za prozo in literarno kritiko pri študentski reviji Liter jezika. Kot pisec besedil je bil del avtorske ekipe pri monografiji Portreti sodobne slovenske literature med leti 1991 do 2016. Kot pesnik mlajše generacije je doslej zabeležil številne revijalne in radijske objave. Leta 2014 je bil gost festivala Pranger. 2013 je pri Beletrini izdal pesniški prvenec Sprehajalec ptic, ki je bil nominiran za Jenkovo nagrado in kritiško sito. V začetku leta 2018 je pri Cankarjevi založbi izšla njegova druga pesniška zbirka Seganje, s katero se je uvrstil na širši seznam nominirancev za Jenkovo nagrado. Živi in ustvarja na Dolnji Bistrici v Prekmurju. Pesem Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis nosi v sebi skrivnost. Biblijski motiv o tem, da je najlažje oditi v Tarzis, se morda kot Jona znajti v ribi ali ne prevzeti naloge, za katero si izbran. Prisluhnimo Denisu Škofiču. Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis. Skoraj jih ni več takih, ki bi sami od sebe priznali, da zaradi njih pokajo rumeni šivi neba. Skoraj jih ni več takih, ki bi zaradi tega ukazali, da jih naj vržejo iz nove hiše in bi pustili, da jih pogoltne stara. Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis. Tu pa tam je že manjka kakšna luska strešnika in sleme na stari hiši se začne nekje za hrbtnimi plavutmi dimnikov postopoma sločiti navzdol v rep nastreška, ki rahlo po strani zajema valove topolov in gabrov, ki se okrog nje grebenijo v zeleni poplavi, medtem ko prednji visoki zid z intaktno streho kakor glavo steguje proti gladini neba, po kateri odnaša kosme topolovih semen oblakov, kakor bi jih hotela pojesti svojimi odpirajočimi in zapirajočimi usti okna. Najlažje je izbrati, oditi v Tarzis. Škrge razpok predihujejo vodo trave, ti pa se svojim glasom zatikaš v ribjem grlo hiše, obdan s topolovimi semeni oblakov. Si prepričan, da si Ninive želijo biti rešene,
Najlažje je izbrati, oditi v Tarsis. Katja Šušteršič je skregana z biografijami, zato nas je prosila, da jo predstavimo takole. Vse svoje drobne identitete, od radike do gradbeno-pisarniške Kafke, je zamišljeno strla v predal. Karte je premešala na novo, začela od začetka. Srečno Kafka in pozdravljena Alma si je potepuško pomežiknila, medtem ko se je pripenjala na prvo izmed prihajajočih letal. Z očmi je znova zaprehutala šele v južnoafriškem Cape Townu, nato Buenos Airesu. Mnoge zračne plovbe, mnoge čarne svetove kasneje je punca znova doma, kjer bere in tipka in išče tisto eno samo najbolj pravo črko, besedo pesem. Podajamo se na pesemsko potovanje z njo tudi mi, na dvojno pot po zunanjem in notranjem svetu ter tudi robu, na katerem se srečujeta. Alma. Prvič pometam pepel. Prvič mi zadišijo skorje, hišno ognjišče, mrtvo zoglenela drevesa. Prvič skrbim za gosje krdelo in prenašam slamo za gnezda. Prvič oprezam za jajci, velikimi kot kegelj. Prvič jih kradem, potežkam, potrkam in strem. Prvič jih jem v omletih in v narastku. Prvič vidim pse, ki hlastajo po koruzi. Uma odriva Froda, Gino je slepa kura, ki ne najde zrne. Prvič vidim konja, ki se stlači v vodni rezervoar. Prvič ga gledam, kako se divje okopa. Prvič me ugrizne. Šavsne me v leder debele gavčevske jakne. Prvič drgnem alge iz tanka z vodo za konje. Prvič jih ne maram. Ne konjev, ne tankov, ne zbrizastih alg. Prvič vozim zaprašenega Chevroleja. Za volanom krehave pločevinke po makadamijih tuje geografije. Prvič delam raviole. Cele se smejem in prvič sem lepa. Brez filtrov in insta dokaza. Prvič se sama postrižem. Na kratko in na grdo. Dokazi na vseh Facebook omrežjih, razen na svojem. Prvič nosim pončo in čepico s šildom. Kon, isti, ne marava se, mi jo prvič odgrisne iz glave. Prvič obiram olive. Tukaj jim rečejo asetune. Tukaj je puščava. V puščavi droben film in v filmu daktari. Prvič mečem kocke in flirtam s Diegom Rivero. Prvič ga gledam, kako prazni po krožnikih, ko pušča beštek in drobtine. Prvič srebam mate z medom za gringe. Prvič se afnam, ko po ustih mesklam kokine liste. Prvič pogrešam zobno nitko, Wi-Fi, da bi preverila maile in možnost alternative. Nad zasneženimi Andi, med snežnimi vrtinci prvič oziram ognjemete. Dilerska oznanila, svetlobne repetice na točko dostavljene droge. Prvič z očmi na svetlobah delam piškote. Testo za pico, bananin kruh in polnozrnato štruco z orehi. Prvič berem časopis Rafaelino do smrti povozil valjar za asfalt. Do pogreba bo ležala v krsti iz kartona. Prvič se dotaknem svoje najljubše lame. Prvič jo hranim s hruškami, jabolki in storži zavrženih banan. Prvič me izza predkane zasede napade morilski kosak. Prvič sem
žrtev atentata, s kljunom mi preluknja hrbet, me zlomi na dvoje. Maščuje ugrabitve, omlete in kegljev narastek. Prvič bežim pred zverjadjo, pred gosim masakrom, ki najbrž ve, da Netflix plačujem, zavarovanja pa ne. Prvič si ližem rane, se lepim z obliži, se živčno nažiram z beljaki. Prvič si napečem mering in jih grudasto pomažem z marmelado. Prvič pijem rožnato pomelo z dodatkom rozeja. Na ciganke, na hitane, na libertad, reče Alejandra v nasmejanem Kastežanu. Sveže iztisnjen džus, strta pomela pretaka v obtolčene krigle. Prvič jih lovim po vinogradu, trop snežno belih kokoši. Noče v mreže, večerja in slutnja nevihte. Prvič sem prašna, prvič naivna, najbrž srečna. Prvič razpadam na bilke, na vitma, na perje in blatne fragmente. Kaplje dežja se seštejejo v plahto. Prvič sem Alma. Stojim in čakam, da me premoči. Celo iz prazne. In potem, da me znova navrha. Lara Gea Vurnik Navinšek je obiskovala klasično gimnazijo Poljane. Nato pa se je vpisala na ljubljansko filozofsko fakulteto. Leta 2016 je pridobila naziv diplomirane komparativistke in južnoslavistke. Leta 2019 pa je na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo tudi magistrirala. Občasno prevaja, uresničitev dolgoletnih sanj v nadaljnjem študiju v Amsterdamu pa je začasno odložila zaradi izbruha pandemije. Sodelovala je na pesniških večerih v sklopu študijskega predmeta Kreativno pisanje pod mentorstvom profesorja Borisa A. Novaka. Poezija ji pomeni tudi umik v svetove, resničnejše od navideznega vsakdanjika. Če nekoliko svobodno rezimiram njeno pesem, na začetku je bila beseda in na koncu bo beseda. Lara Gea Vurnik Navinšek in pesem Veliki pok. Veliki pok. Na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog in jaz bi bila rada beseda. Rada bi bila prva, ki piše pesem. Prva, ki piše pesem o nekom, ki jo po nesreči prime za roko. Rada bi bila ta mikrokozmični veliki pok na lastni koži. Rada bi bila svetloba, kjer je bila prej tema. Rada bi bila prva. Rada bi bila, še preden so bile ničle in enice in mavrice in črne luskinaste ptice. Rada bi bila zvezdni foton, ki se ne bi nikoli rodil, če ne bi čez milijone let ugasnil v tvojih očeh. Na začetku je bila beseda in tvoje oči so bile bordo modre in tvoje oči so bile cela vesolja in sem pozabila, kaj je bilo na začetku. Rada bi ti rekla, glej, kaj sem rekla, glej, kako dobro je. In vse to bi ti rada dala. Rada bi ti dala ime in nebo in morje in sebe in vse, kar poganja iz mene. In vse, kar se plazi po meni, bi ti rada dala. Da ti ni treba biti sam, da ni dobro biti sam, bi ti rekla. Da je še veliki pok na koncu koncev
le majhna smrt na začetku začetkov. Božji orgazem samo s seboj. Rada bi ti rekla, tvoje oči so bordo modre, tvoje oči so cela vesolja. Pozabljam, kaj je bilo na začetku. Tako, prisluhnili smo vsem 12 finalnim pesmim pesniškega turnirja 2020. Verjamem, da ste polni vtisov, ki se šele urejajo v vas. Vse pesmi lahko preberete še enkrat v zborniku, ki ga lahko prenesete iz naše spletne strani in spletnega portala ISU. Če vas je katera pesem poiskala in našla nekoliko bolj kot druge, in namenite svoj glas na Facebook strani založbe Pivec. Spoštovani pesniki in pesnice, hvala vam za teh 12 prelepih novih pesmi. Podeljujemo vam vrtnice, tokrat pač virtualno, ampak tudi za prave bo prišel čas. Vrtnica je simbol pesniškega turnirja, ker so v tistem davnem turnirju, o katerem piše Zlata Vokač v Marburgih, podeljevali zlate, srebrne ali bronaste vrtnice, mi podeljujemo žive, ker so te minljive in največ vredne. Naj še enkrat preberem imena pesnic in pesnikov, ki so se nam nocoj predstavili s svojimi pesmimi. Z nami so bili Tanja Božič, Ajda Bračič, Katarina Gomboc Čeh, Veronika Gradišek, Dunja Polonca Guček, Tonja Jelen, Jernej Kosterle, Vesna Lipovnik, Miha Marek, Denis Škofič, Katja Šušteršič in Lara Gea Vurnik Navinšek. Napočil je čas, da razglasimo viteza ali vitezinjo pesniškega turnirja 2020. Ta bo ob pesniškem plemiškem naslovu prejel še ročno kovalno vrtnico kovaškega mojstra Mihe Krištofa, denarno nagrado 505 € in pa 2 knjižni nagradi. Prva je pesniška zbirka poetese Bine Štampe-Žmavc, Pesem za liro, ki je šla pri založbi Pivec, v njej pa so izjemne ilustracije Alenke Sotler. Druga pa je prav posebna knjiga, podarjajo založba Beletrina, ki jo je nedavno ponovno izdala. Gre za roman Zlate Vokač Medic Marburgi. In ravno po tej knjigi je Zora Jurič povzela idejo za pesniški turnir. V njem je namreč opisan srednjeveški pesniški turnir na gradu Rigelsburg. Seveda pa zmagovalca ali zmagovalke ne bom razglasil jaz, temveč strokovna žirija. Besedo predajem predstavniku ali predstavnici strokovne žirije. Prosim. Z veseljem in zadovoljstvom v imenu žirije, ki smo jo sestavljali dr. Irena Novak Popov, Stanka Hristel in Marčelo Potoko, razglašam, da je bila za letošnjo vitezinjo poezije izbrana Tanja Božič s svojo pesmijo Zemljevid. V imenu žirije ji seveda iskreno čestitamo. Pesem je žirijo prepričala bolj ali manj soglasno. Katere pa so bile tiste značilnosti in lastnosti, s katerimi nas je prepričala, pa je razvidno iz naše utemeljitve. Kartografski naslov opominja na geografijo, a
pesem vsebuje mnogo več kot vprašanje o svobodi gibanja po različnih državnih teritorijih in o antropologiji potovanj. Na prvi pogled gre za sporočila od daleč, ki prihajajo z bratovimi razglednicami. Skozi njegova poročila o kupljenih predmetih, kot na primer poročila o odpiraču za vino in o kuhinjskem nožu, je videti obče človeške potrebe, ki veljajo povsod, pa tudi različna socialna ozadja. Naprimer, ko je omenjeno ceneno lokalno sadje. In včasih je videti tudi poraza v boju za preživetje. Naprimer, ko so omenjeni zruveni zobje ali mrtva deklica. Pri tem se zdi, da popotnika in prejemnice te potrebe in ta ozadja ne vpletajo konfliktne odnose v drugih svetovih. Dobljene razglednice tako implicirajo pogled turista, opazovanje od daleč z perspektive, ki kompleksno zemeljsko življenje, ko se ne dogaja nič pomembnega, pomanjša v drobtinice hiš in cela mesta v hrano za golobe. Temu sledi tudi ton, ki ga uporablja lirska govorka, kajti pesem prevevata neprisiljenost in sproščenost. Zdi se, da je napisana brez napreznja, a tudi za ton pesmi se zdi, da je le na videz nepretenciozen, v resnici pa pesniška strategija, ki bralca ali poslušalca vabi v razkrivanje nečesa, kar je spodaj. O lirski govorki ne izvemo tako rekoč nič. Samo iz vedrega in na površini nekritičnega pripenjanja razglednic v zemljevid se pred nami razkriva podoba nezmožnosti in omejenosti. In v nas vrtajo vprašanja, zakaj ne potuje tudi ona. Morda spričo mladosti, morda spričo prepovedi. In seveda bistveno vprašanje, ali je s tem res tako zelo sprijaznjena, kot je videti na površini. Vedri in nekritični ton se tako prav lahko spreminja v obrambni mehanizem. Svet skozi zbirko razglednic je velik, raznovrsten, ne tako slab, da se v njem ne bi moglo potovati. In tudi, ko se obrne na glavo, v astronomskem ali pa v političnem smislu, so na drugi strani tega zemljevida vedno prijazne bratove besede. Z govorjenjem o razdaljah, oddaljenosti in odsotnosti nam pesem tako hkrati spregovarja o bližini in povezanosti, pa vendar tudi o lastni nezmožnosti in o dvomu. Ne nazadnje se nekje vmes, kot da mimogrede, pritihotapijo verzi o tem, da brat, kadar sam nima česa povedati, enostavno pošlje razglednico s podpisi drugih. Zato je tudi zaključne verze možno razumeti na dva zelo raznolika načina. Verzi, ki merijo na povsem konkretno situacijo razglednic, na hrbtni strani popisanih z besedami, so nemara namig, da nas bodo, ko bo svet obrnjen na glavo, zmeraj nekje blizu čakale besede. Te besede so lahko nosilke polnosti, ali pa so lahko tudi zgolj površinske besede. Ali pa so takšne, da v različnih kontekstih spreminjajo svojo naravo. Mogoče letos ne moremo biti skupaj v prostoru, smo pa zagotovo skupaj v poeziji. In mi je v največji ponos, da lahko novemu vitezu oziroma vitezini poezije predam tale čudovit simbol tistega, kar nas druži, torej pesmi. Čestitke. Čestitke. Veselim se, imamo že torej 21. pesem, ki bo uvedla 21. pesniški turnir leta 2021. Takrat, zelo upam, se bomo videli v živo. Zdaj pa, spoštovani gledalci, naj se poslovim od vas. Poslavljam se seveda od vseh pesnikov in pesnic, ki jim še enkrat čestitam, poslavljam od žirije, od organizatorjev in prisluhnimo zmagovalni pesmi še enkrat. Nasvidenje in berite poezijo. Zemljevid. Brat odide zato, da bi nazaj prišla razglednica. In pride.
In piše, da je na Bolšjaku kupil odpirat za vino in kuhinjski nož. In meni je to dovolj. Nato spet gre in nazaj prispe opis manga za 8 centov. Izruvani zobje in žalost v dolžini črva, ki ga je potegnil iz nosu mrtve deklice, tako da na koncu zmanjka prostora za podpis. Potem odide še kam in mi pošilja pozdrave iz krajev, kjer se nikoli nič ne zgodi, kjer je na beton posutih nekaj drobtinic hiš, zaradi česar je mesto le hrana za golobe. Ko mi nima kaj pisati, razglednica zakroži med sopotnike, da zapolnijo njegovo praznino. Vseeno je nalepim na steno, kjer raste moj osebni zemljevid. Madagaskar, severno od Bolgarije, zahodno od Martinika in grških otokov in med vsako državo še nekaj Hrvaške. Države le prihajajo in nikoli ne izginjajo. Ko ga predolgo ni, pomislim, svet, ki je zgrajen po meri mojega brata, nikakor ne more biti tako slab. Ko se obrne na glavo, me na drugi strani zmeraj čakajo njegove besede. Čisto pred koncem smo, drago občinstvo, razglasiti moramo še tistega ali tisto, ki ste ga izbrali za najboljšega oziroma najboljšo vi. Medtem ko bo naša žirija občinstva preštevala glasove, prisluhnimo Vasku Atanasovskemu, njegovi skladbi Melem, potem pa bo kolega Nino Flisar razglasil še zmagovalca občinstva.